Tekstilna industrija kot taka za letalstvo predstavlja, po mnenju raziskovalcev, drugi največji industrijski onesnaževalec v svetovnem merilu. Zakaj? Ocenjujejo, da tekstilna industrija prispeva oziroma proizvede tudi do 10% globalnih emisij CO2, da je ena izmed večjih porabnikov tudi vode, da je odgovorna za nekje do 20% globalnega onesnaženja industrijskih vod zaradi obdelave tekstila in različnih postopkov obdelave, kot je na primer barvanje. Proizvaja tudi velike količine tekstilnih odpadkov. Tukaj bomo tudi še diskutirali. Zelo pomembno je, da se zavedamo, da ti tekstilni odpadki nastajajo tako v času proizvodnje, kot tudi v času uporabe in pa kasneje. In pa mogoče, kar je za našo tematiko najbolj pomembno, prispevajo nekje tudi do 35% k onesnaženju morskih okolij s primarno mikroplastiko. In nekje to ocenjujejo za 190 tisoč ton letno. In ta tekstilna industrija, razvoj te industrije nam v zadnjem času, bomo rekli, kar ponuja oziroma ljudje drvimo k razvoju te hitre mode, vsi stremijo k hitri modi in svetovna proizvodnja tekstila se, bomo rekli, če pogledamo od leta 1975 do 2018, ko je bila narejena raziskava, povečala torej skoraj krat 2, torej iz 6 kilogramov na 13 kilogramov prebivalca na leto. In kljub temu, da mi ljudje sedaj, bomo rekli, imamo doma ali pa smo v stiku z večjo količino tega tekstila, so naši izdatki pri tem, torej naši stroški nižji. Ocenjuje nekje tudi, da vidite, da so se v zadnjih 50 letih kar precej znižali ti stroški. Ogromno v okviru te hitre mode je tudi ogromno teh impulzivnih, hitrih nakupov in raziskava v ZDA je pokazala, da ljudje nakupujejo oblačila vsakih 5 dni in pol. Torej vsak teden v bistvu, tedensko. In tudi v Evropski uniji so številke pokazale, da se je v zadnjem obdobju, zadnjih 2-3 desetletjih kar za 40% povečal nakup oblačil. Zmanjša se pa posledično čas uporabe teh izdelkov, nekje vsaj za tretjino, in vedno več je tistih novih nakupov, ki jih letno opravimo. Našla sem podatek za Italijo, kjer ocenjujejo, da oseba kupi približno 15 kilogramov novega tekstila letno, v Nemčiji je ta številka 17, medtem ko več raziskav pa to problematiko najbolj izpostavlja za področje Velike Britanije, kjer je ta moda in ta trend nakupovanja in nasičenosti trga res zelo ekstremen. Tukaj pa ocenjujejo tudi skoraj 27 kilogramov tekstila na osebo. Ta grafični prikaz dejansko prikazuje, kako eksponentno tudi proizvodnja ne samo sintetičnih, vseh tekstilnih vlaken narašča. In vidimo, da je v zadnjih letih, torej od leta 2010, vidite tu na koncu grafa, tudi v nekem deležu rasti celo presegla stopnjo rasti populacije, torej ljudi. Tale črtka na črta prikazuje, kako narašča populacija, tukaj pa v bistvu po tipih tekstilnih vlaken tudi, kako proizvodnja tekstilnih vlaken narašča. Vidimo, da je tukaj, če pogledamo bombaž kot tak, torej ta naravna vlakna, so nekje 30% prisotna, torej do 30, nekje vsaj 70% je pa teh sintetičnih tekstilnih vlaken. S kakšnimi okoljskimi izzivi se pa seveda pri tej masovni proizvodnji srečujemo? Najprej bi izpostavila problematiko vode, torej porabe vode. Trenutno tekstilna industrija porabi ali pa
tekstilna proizvodnja uporabi več kot 40 bilijonov litrov vode letno za namakanje. In od tega je večina, torej več kot 90% te vode se povezuje z proizvodnjo bombaža. In če pogledamo primer, zelo znan svetovni primer je tudi Aralsko morje, ki je v bistvu zelo ogrožen ekosistem, in ocenjujejo, da je nekje 20% vode, ki se je na tem področju izgubilo, prav posledica prekomernega namakanja, torej pridobivanja bombaža v Evropski uniji. Če pa pogledamo na primer Kambodžo, je pa primer države, kjer je tekstilna industrija v 21. stoletju postala prevladujoča tip industrijske proizvodnje in doprinese, bomo rekli, kar 60%, torej več kot pol celotnega onesnaženja voda na tem področju in kar tretjino vsega kemijskega onesnaženja, ki ga v Kambodži zaznajo, prihaja iz tekstilne industrije. Ogljični odtis je tudi tisti, ki je zelo problematičen oziroma pomemben, namreč pokazalo se je, da je tekstil poleg industrije aluminija tisti, ki ustvarja največ toplogrednih plinov na enoto materiala. In nekje obstaja ocena, da proizvodnja tekstila prinese do 10% emisij toplogrednih plinov. To so neke ocene, nekje govorimo o 6, 8, tudi do 10%. Je pa zelo pomembno tudi dejstvo, kateri vir energije se pri proizvodnji tekstila izrablja. Na primer na Kitajskem je proizvodnja tekstila odvisna od energije na osnovi fosilnih goriv, torej premoga, in ima posledično večji ogljični odtis kot tekstil, ki je na primer izdelan v kakšni evropski državi, kjer ta, bomo rekli, pridobivanje električne, torej energije, ne temelji na fosilnih gorivih. Tretji, bomo rekla, zelo pomemben okoljski izziv, ki ga srečamo pri proizvodnji tekstilnih vlaken, je tudi uporaba kemikalij. V tekstilni industriji se uporablja več kot 15,000 različnih kemikalij med proizvodnimi procesi in našla sem podatek, ki kaže, da se 6% celotnega globalne proizvodnje pesticidov uporabi za pridelovanje bombaža. Torej res kar precej. In številne kemikalije, ki jih se pa uporablja, so pa vezane na tkanje, kot neka mazila, topila, pri različnih obdelavah, bodi so to površinsko aktivne snovi, belila, mehčavci, barvila, sredstva proti penjenju in tako naprej. In naredili so oceno, da na primer eno evropsko podjetje s končnimi produkti porabi nekje 460 gramov kemikalij na kilogram tekstila, kar je res kar precej. To so vsa sredstva, tudi za lepljenje, pomožna sredstva za predobdelavo, obdelavo, barvila, pigmenti in tako naprej. Zdaj, kaj se moramo pa mi zavedati, da pa približno 80% vseh tekstilnih izdelkov, ki pa jih imamo v Evropi na razpolago, pa izvirajo iz držav izven Evropske unije. Torej, mi dejansko zelo težko ocenimo, kolikšna je vsebnost nekih drugih kemikalij. In tudi izpostavljajo problem, da na primer nekateri tekstil, ki je označen, kot da je proizveden v Evropski uniji, se dejansko uvaža kot polizdelek torej tekstilnih materialov in se potem znotraj Evropske unije samo dokončno oziroma lokalno izdela oziroma obdela. Na Švedskem so naredili kar več raziskav, namreč vemo, na Švedskem deluje eden zelo pomembnih tekstilnih obratov, ki ima v bistvu trgovine res globalno zelo močno prisotne, torej ima kar visok tržni delež. In na Švedskem so potem analizirali več kot 2000 kemikalij, ki so povezani s tekstilno industrijo,
In njihova raziskava je pokazala, da za vsaj 10% teh kemikalij lahko trdimo oziroma lahko definiramo, da imajo potencial za razvoj nekih negativnih učinkov na naše zdravje. Predvsem so skrb vzbujajoča različna barvila, ki jih uporabljajo pri proizvodnji tekstila, ki lahko delujejo tudi kot reprotoksini, torej toksini, ki imajo negativen vpliv na našo reprodukcijo, torej razmnoževanje, potem tudi bromirani zaviralci gorenja, fluorirani elementi, tudi antibakterijska sredstva in tako naprej. In tudi vsaj 5% teh kemikalij, ki so jih raziskali, imajo sposobnost bioakumulacije. To pomeni, da so se sposobni v tkivih živih organizmov akumulirati, kar pomeni, da se s tem količina teh snovi v organizmu povečuje in se tekom prehranjevalne verige tudi potencira. Tretje, oziroma smo že pri četrtem okoljskem izzivu, so pa seveda tekstilni odpadki. To dramatično povečanje proizvodnje tekstila in pa hitra moda, obseg porabe je seveda vodil v nastanek večjega števila tekstilnega odpada. In vemo, da zahodne države tradicionalno izvažamo tekstilne odpadke v države v razvoju, na primer v Afriko. Vendar pa kaj je sedaj postal problem, da pri tej večji proizvodnji pa večjemu nastanku odpadkov se ta praksa postaja počasi nevzdržna, ker tudi številne države v razvoju prepovedujejo že počasi uvoz tekstilnih odpadkov, oziroma predvsem zaradi tega, ali da na eni strani zaščitijo svojo lastno lokalno proizvodnjo, na primer Turčija, Kitajska, ali pa so njihovi trgi že tako prenasičeni z rabljenimi oblačili in v bistvu so ta rabljena oblačila tudi nadomestila lokalno proizvodnjo. Potem tisti zadnji mogoče okoljski izziv, s katerim se zdaj tekom webinarjev tudi srečujemo, smo pa ta raba, obraba ob pranju, vzdrževanju, sušenju, nošenju in tako naprej. In predvsem te zadnji trije okoljski izzivi so močno vezani na nastajanje mikroplastike. Tukaj mogoče samo kot zanimivost sem dodala še en povzetek, kolikšna so okoljska bremena pri pridelavi oziroma pri proizvodnji posameznih tekstilnih vlaken. In vidimo, da so prisotna tako sintetična kot tudi naravna tekstilna vlakna in vidimo, v kakšni količini se proizvede, v milijonih ton govorimo seveda, kolikšna energija se pri tem porabi, kolikšne se vode in kolikšna je v bistvu ocenjena vrednost ali pa prispevek k emisiji toplogrednih plinov. Ko govorimo o odpadkih, torej sintetičnih tekstilnih vlaknih kot odpadek, govorimo seveda o sekundarni mikroplastiki, torej ko neko oblačilo postane odpadek, se potem lahko v okolje tekom fragmentacije, degradacije, pod vplivom na primer UV-sevanja, ti večji makroplastični elementi tudi razgradijo, torej imamo veliko teh mikroplastičnih fragmentov. Kot sem pa prej omenila, ti odpadki nastanejo pa tudi pred uporabo, torej med proizvodnjo in pa tudi po uporabi. Zdaj, če pogledamo nastajanje odpadkov pred uporabo, ocenili so, da nekje 15% tkanine, ki se pri proizvodnji uporabi, je zavrženih. Na primer za kavbojke je ta delež bil 10%, za spodnje perilo ali pa nekatere druge tudi do 25%, ampak nekje v povprečju 15%. Če pa pogledamo odpadke nastale po uporabi in se mogoče nas kot potrošnikov najbolj dotikajo, pa pravi, da na primer statistično gledano povprečna družina na zahodu vsako leto zavrže povprečno 30 kilogramov oblačil, od tega jih pa le nekje okvirno 15% reciklira
v tem smislu, da jih podari, torej, ali da se preda v te second hand verige, ki so vedno bolj v porastu. Sicer gre pa neposredno na odlagališča ali v sežig. Kot sem prej omenila Švedsko, v Švedskem imajo v bistvu zelo zanimiv primer, ko smo rekli te najbolj znan proizvajalec tekstila, v elektrarni na Švedskem namesto premoga kurijo tudi njihova odpadna oblačila. Torej imamo nek primer dobre prakse, oziroma dobre poteze v smislu zmanjšanja porabe fosilnih goriv. In čeprav podjetje kot tako stremi k hitri modi, vseeno nekaj prispeva nazaj s svojimi aktivnostmi, in vedno več vidimo, da tekstilna industrija prispeva tudi k vedno bolj pogostemu, tem pravimo greenwashingu, torej da spodbujajo pri potrošnikih, porabnikih neke dejavnosti, ki prispevajo k zmanjševanju nastajanja tekstilnega odpada. Če pa samo pogledamo številko, sintetični tekstil, kot je na primer najlon, ni biorazgradljiv, in razgradnja v okolju lahko traja tudi do 200 let. Tako da so te številke res velike in v vsem tem času se seveda ob razpadanju materiala tvori tudi mikroplastika. Kljub tem visokim številkam odpada pa se, bomo rekli, stopnja recikliranja tekstila po uporabi nekako ne povečuje. Še vedno nekje 15% tekstila recikliramo. In sicer ponavadi v aplikacije nižje vrednosti, kar pomeni, da jih na primer neka oblačila recikliramo v krpe za brisanje, v polnila za vzmetnice, v neki izolacijski material, medtem ko samo 1% nekje recikliramo v zaprti zanki, kar pomeni, da jih recikliramo v enako ali podobno kakovostni izdelek. Seveda je pa potrebno poudariti, da so te prakse različne med državami. Zelo uspešna pri tem naj bi bila Nemčija, kjer naj bi skozi različne postopke reciklaže vključili kar 75% odpadnega tekstila. V Italiji ta odstotek se zasledila, da je nekje 11%. Zelo pogosto pa se pri problematiki odpadnega tekstila srečamo z tudi samim politično-ekonomskim in pa socialnim statusom države, kjer nimajo urejenega, ustreznega, bomo rekli, ravnanja upravljanja z odpadki, nevarnimi odpadki in pa tudi s kemikalijami. In eden izmed zelo znanih primerov, pa sem prepričana, da ste zanj že tudi slišali, je afriška država Gana oziroma glavno mesto Akra, za katerega je znano, da, bomo rekli, ne izvaja, bomo rekli, storitev ločenega zbiranja odpadkov, nima lastnega odlagališča takega pravega trdnih odpadkov, kaj šele odlagališča kemijskih ali pa nevarnih odpadkov. In sooča se, bomo rekli, kar z velikim okoljskim problemom. Mesto namreč na obali, torej na bregovih lagun oziroma lagune, sem pozabila pa zdajle točno ime glavnega mesta, se ob obali, nastaja, prav temu pravijo skoraj že neka pečina višine nekje do 20 metrov, ki je deponija. In 60% te deponije predstavljajo nezaželena, torej odpadna oblačila. Namreč to so oblačila, ki jih iz Evrope, Amerike, tudi iz Avstralije pošljajo v Gano, načeloma za nadaljnjo prodajo in nadaljnjo uporabo, vendar velik delež teh oblačil ni nošen in je zavržen. Številke kažejo, da nekje 15 milijonov rabljenih oblačil vsak teden pride v Akro iz različnega dela sveta in ocenjuje pa se, da je samo 40% teh oblačil dejansko takšne kakovosti, da jih lahko dejansko kasneje uporabijo. Namreč tukaj na levi strani vidite fotografije teh znamenitih njihovih tržnic, kjer
second hand tržnica, kjer potem ta rabljena oblačila, ki jih prejmejo, tudi prodajajo. Kot sem pa zdaj povedala v številkah, je pa teh neuporabljenih, nekvalitetnih odpadnih oblačil pa vedno več. In tukaj vidimo, da je problematika kopičenja teh odpadnih oblačil res ekstremna. Če si boste pogledali, tudi obstajajo študije že, ki zdaj pogledajo, kako kako se, bomo rekli, plastika oziroma mikroplastika že pojavlja tudi v malo bolj oddaljenih lagunah, torej področjih od Akre, in ta problematika bo z leti postajala vedno večja, če se ne bo primerno ukrepalo. Se pa ta, bomo rekli, pečina, ki se oblikuje, imenuje tudi kot tekstilna gora, in je zdaj že zelo prepoznavna.